Ej folk, spet jaz. Tokrat z najbolj bednim slovenskim komikom. To je spet kategorija, kjer je precej subjektivnosti. Različni stili humorja so lahko različnim ljudem ful različno všeč. En komik je lahko nekomu ful smešen, drugemu pa niti malo. Tako da za ta video sem poiskal komika, ki ni smešen več ali manj nobenemu. Razen meni. No, vam bom pustil par sekund, da sami ugibate, koga sem mislil. Ste? Če je bil vaš odgovor Marko Žerjal, puščite ku... Pravi odgovor je Miha Pleskovič. Sklepam, da še niste slišali za njega, tako da naj vam ga malo predstavim. Miha je taka popolna kombinacija čudnosti, antipatičnosti in zahojenosti, da garantirano vsakemu pokvari dan. Koliko navdušenja! Toliko navdušenja sem nazadnje dobil, ko sem doma povedal, da odhajam na svoje. Tako sem naredil celo žurko. Še ni bilo verjeti. Hotel biti pameten s pred njo, ampak vsi so bili tukaj madre, zdaj sem me pa zdelala. Se lepo in prav. Tako so mene učili, 8 let, na vrhu, vprašajte mojega župnika. Res posebnež. Njegova specialiteta je biti nenamerno smešen. Ko se samo normalno obnaša, se poščiješ. Ko se pa trudi biti smešen, te prime rezati žile. In enkrat v osnovni šoli, za kakšne 2 meseca, Mihael von Griniger. Ne vem zakaj, no, takrat je bil pač popularen. Če ga poznate. Očitno ga ne. Okej. Dobro, pa nima dobene veze s ta šal, ampak dobro, gremo naprej. In nažalost se fant kar trudi. Pa piše prva knjiga Tesalomičanov. Kdo pa to sploh bere? Tesalomičani najbrž. To pišemo svoje starše, ki so še vedno živi. Ko umiraš, poklič župnika, ti naredijo zadnje umaziranje. Evo, si tako čist, greš gor, čestitke. Ne bom rekel vse, prosim, ne befeta. Ne bom ga tudi raztruplo telo. Kar takole v vodo pomežite, spite, dobro je, mua! Nazaj dol, ne? To so nebesa, to je za privilegirane ljudi. Zakaj da župnik nima zilu? Zdaj veste, zdaj ste pijele kravji gnoj. Dobro, to je bilo z moje strani vse. Pa če si mislite, da sem krivičen do njega, ker ga tako napadam, on napada druge komike ves čas. No, hvala Duletu za takšno pozitivno energijo. Glej, dobro si ogrel občinstvo, samo na zadnjih 5 for se niso smejali. Hvala Duletu za, da je začel tako slabimi šalami. No, veseli, da danes nisem jaz z najslabšimi forami. Vedno zaprosti vsi tisti, ki poznate Ljoša Vizoviškega. Sem vedel. No, vse poznate Roko, on je bil komik pred menoj, svakemu čas, da je gor prišel. Kako ne nadaljujemo od, bomo že bilo ime, Žilac. Evo, še en pozdrav za našega dežurnega maskoto, Težki Jan. Druga je seveda politika, prva je Težki. Samo tukaj je visok. Koliko bi se postavil pozdaj, ko malo večji čevapč? Ne morem verjeti, da primerja Težkija s Čevapčičem nekdo, ki se piše Pleskovič. In ironično, da toliko napada komike, ker smo komiki ponovadi edini, ki se mu smejemo. Zdaj veste, zdaj trkaj, ko pišem materijal. Zato pa je za en kurac. Tako da zdaj, ko ga za silo poznate, mislim, da gremo lahko malo čez njegov čudaški material. Videl sem, govorim specifično za spletno stran ono.com, kjer je urgenca.com bila predraga zame. Res, da tam zahteve, da za doživljenjsko članstvo 200 €. Zanimivo, kako je gledal samo ceno za doživljenjsko članstvo. Fant je vsaj realen. Razume, da bo to, da si najde punco, malo trajalo. Tako da nekako previdevam, da je moja stara mama tam gor nekje. Ampak veliko bolj zanimiva misel pa je, da je tam spodaj. Kjer peče štrudel. Brez šporhajta.
Smrti mesec, Dori, špek je gotovo zelo zanimiv plac. Ja, ko to poslušam, dobim občutek, kot da sem že tam. Ne žalujem za staro mamo, sem je že zdavnaj prebolel. Ampak žalujem, ker nikjer več ne najdem zdrave pameti. Razen vas ne, vi ste v red, vse vas bi vas povabil na pijačo, če bi vas lahko mislil, lahko prvošal, ampak tebe ne plačajo. No shit, da te ne plačajo. Če bi to plačali, bi mogli začeti plačevati unega, ki je sral pred tabo na sekretu za aromaterapijo. Seveda, predvidevam, da imate vsak svoje mnenje o moji predstavi. Ne, mislim, da si zate lahko kar delimo enega. Tako da ne pozabite, moje ime je Miha Pleskovič. Če imate kakršnekoli pritožbe, se prosim, dodajte kot prijatelj na Facebooku. Lep poskus, Plesko, lep poskus. Reči še, če je kakšno v publiki, ki izgledaš malo psihič, ti lahko da domač naslov. Enkrat se je pripeljal z biciklom na oder. Da ja izpade čuden, še preden odpre usta. Bi rada, da se žgemo, ali čisto neko drugo, ker verjem, živ iz te zabave ne bo sprašal domov. To je zvenelo bolj hesno v moji glavi. To mora biti en čuden plac. Dobra stvar tega je, da ko si še frišen na stand-up sceni, tu je zdaj moj 7. nastop, je to, da gledaš druge kolege stand-up komike, kak si še vedno razbijajo glavo, kakšno izdelek bi mi rad dali. Zdaj sem Miki, evo, tu veste, Miha Pleskovič, Miki. Noben ga tako ne kliče. Prejšnjikrat sem bil Pleska. In čez par let boš pa un tip, ki je streljal v nakupovalnem centru. Najbolj čudno je, da vsake toliko že skoraj deluje, kot da se zaveda, kako izpade pred svetom. Imamo Jan Krojce. Wow! Imamo Gašperja Berganta. Monter. In pa gost presenečenja. Madonič, zdaj sem pa čisto tani, kdo je? Jaz. Tada! Mislim, da so moje šale vedno bolj bedne. Ampak ne. Ampak na vse zadnje, to je samo spodrazgaj na moji poti do uspeha. Drugače bi mogoče lahko poslušal sam svoje nasvete. A si res tako neumen, da boš nadaljeval po tej poti. Pa ne, pejt nazaj, ponovno oceni svoje življenje in se odpravi po drugi poti, mogoče po tašni, po kateri ne boš tako narad padel. Ampak ne glede na vse, če imate kdaj priliko, ga pejte poslušati. Mogoče je večina njegovega nastopa muka, ampak če mene vprašate, se splača potrpeti za take bisere. A mogoče veste, kako pravimo tistemu, ko skrbimo za udobje umirajočega človeka? Jaz pa, to je preprosto, evtanazija. Očitno to ni bil pravilen odgovor. Paliativa je bil pravilen odgovor. Vse veste, kaj je evtanazija, kaj ne? In take. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem, je isto, kot če bi jaz rekel, kdor hoče poslušati, kot se pač ne. Kdor hoče slišati, mora poslušati z 12-ternikom. To je bil punchline. In moj najljubši trenutek, ne samo Pleskovičevega, ampak celotnega slovenskega stand-upa. Ok, če začnemo s Facebookom, imam enega kolega na Facebooku, sem ga spoznal, ko sem se... Mimogrede, on ni slišal na oder to, ko je nekdo v publiki zakričal enega, tako da nima pojma, čemu se publika smeje. Ok, imam enega kolega na Facebooku, ko sem ga... Najbrž vas ta beseda zapakava, kolega. Ok, imam prijatelja na Facebooku.
No, to je bilo to. Če vam je všeč to, kar delam, lajkajte, šerajte, subscribajte, pa za konec dajmo še en aplavz za Pleskoviča. Jaz sem bil Marko Žerjal. Še en aplavz zanga. Hvala. Ajde, pa naj ti bo. Zaključi ti ta video. Naj vas zapustim za eno zelo prijetno mislijo. Polna luna.